Lepo pozdravljeni, dobrodošli v mesečnik za marec 2020. Pred nami je znova en zanimiv prispevek, malo si bomo pogledali Slovenije, malo se bomo dotaknili numerologije, predvsem pa bomo delali na naših miselnih vzorcih. Za vas imam namreč danes po dolgem času znova prav posebnega gosta. Danes se mi je pridružil Jakob Kapus, ki bo z nami govoril. Živijo. Malček prehitevati, gospod. A boš kar zvajal vse? Pa deva. Mi dva sva takole nagliva vedno, marca bomo pa še malo bolj, se prav tudi ljudje okoli naju bodo malo. Da pa še bolj, ali kaj? Pa dima, pa jo. Ja? Pa zakaj pa ne? Oni sploh ne vejo, da so Pojma nimajo, resni ja. nevarnosti. Število 3 namreč simbolizira ustvarjalnost, notranjega otroka, kreativnost, veselje, radost, domišljijo, ki nam lahko seveda tudi včasih ne dajo, pa smo preveč kritični do sebe ali pa preveč rožnato vidimo stvari, to se nam vsem kdaj dogaja. Tako da dajmo biti čim bolj navihani, čim bolj odprti, čim bolj pa tudi zvesti samim sebi. In temu, kar mi razmišljamo in temu, kar mi v resnici smo, ker ta trojka simbolizira tudi naše otroštvo in notranjega otroka. In letos bomo predvsem predelovali naš odnos do sebe preko odnosa z našimi starši. A ne, to počnemo že celo življenje, tako. Ja, res je. Zakaj bo marc še posebej pomemben za to? Vsako leto je marc v bistvu tisti, ki postavlja v ospredje naše otroštvo in našega notranjega otroka zaradi trojke. Ker pa je letos leto 2020 in je veliko dvojke, pa pomeni, da bomo to ravno predelovali preko odnosov z našimi najdražjimi in seveda prvi tak pomemben odnos, ki ga imamo v življenju, je odnos z našimi starši. To pa je res. Nekaj, všeč mi je to vprašanje, v bistvu se ga bom kar malo zatakala. Velikokrat k meni pridejo gospe ali na delavnice ali na 1 na 1, ko so že tako, niso ravno 20 let stare in mi je tako zakon videti dame, ki so 97 let stare, ko predelujejo svoj odnos starši, ko predelujejo sebe, svoje otroštvo. Sploh se mi zdi, včasih niti nismo govorili toliko o temu, nekdo, ki je danes star 90, se ni pogovarjal o notranjem otroku, ker bo treba delati na njivi, če smo čisti iskreni. Tako da ne, se ne konča. Nikoli. Ne. Ona čaka še ne 5 let dela, ne? Samo ja. A gre reči na njivo? Ti pa po mojem ne bi bilo Ne bi slabo, bilo če bi slabo, šli po vsi mojem. orank na njivo pa nazaj v naravo. In v bistvu, ker je seštevek 7 za marec, vse skupaj, ko seštevamo, se pravi trojko od marca, pa 22 od leta, dejansko govorimo o času, ko ne bi razstrupljali svoj šli nazaj v naravo, se povezovali s sabo in obenem opazovali vse tisto, kar imamo nekako v sebe zatlačene. Se pravi, kdaj smo mi najbolj iskreni? Včasih ravno takrat, ko smo jezni, ko smo prizadeti, ko smo žalostni. Zbolil mesec lili, mene že kar malo strah. Tudi ko smo pijani ali pod kakšnimi drugačnimi substancami, se veste, kaj pravi, človek je pijan, ti pove po pravici. Tako da v mesecu marcu je velika verjetnost, da bomo sami sebi povedali po pravic, marsikaj, kar smo vase tlačili, tako da je pomembno, da si prisluhnete in potem to vzamete z neko mero, bom rekel, duhovitosti. In jaz upam, da ste že ful veliko metal stran pred tem marcem. Prvo njivo. Ja. Tako res vas vabim, da najprej pokukamo preostanek mesečnika. Midva z Jakobom bova pa z vami tik pred koncem in govorila bova o miselnih vzorcih, na kaj vse vplivajo, kako jih spremeniti in kako si pomagati. Tako da vidimo se kmalu še enkrat. Poznate pravljico o grdem račku? Sigurno jo, ne? Tako kot lotus, ki gre čez veliko blata, preden zacveti, tudi grdi raček se čez veliko slabega, da je našel svoje labode. In v življenju je velikokrat tako, ampak v življenju imamo vedno izbiro. Lahko zaupamo v sebe in se iz tega grdega, črnega, temnega račka, drugačnega račka razvije labod. In takrat se lahko odločimo, ali bomo ostali med račkami in bili labod, se pravi bili drugačni, mogoče koga tudi navdihnili, ali pa bomo mogoče poiskali sebi podobne, se pravi, da bomo odpluli, odjadrali, odplavali nazaj k labodom. Izbira je vedno vaša in v življenju nikoli stvari niso črno-bele, zaprav nekaj časa smo raca, nekaj časa smo grdi raček, nekaj časa smo pa tudi najlepši labod. Torej, imejte sami sebe radi v vseh oblikah in zaupajte, da tudi takrat, ko ste utrujeni, žalostni, razočarani, ko gre vse narobe, ko gre vse da bo nekoč posijalo sonce in da boste iz tistega grdega, utrujenega račka postali labod. 8. marec oziroma dan žena. Vse več je pripomb, podobno kot v Valentinovem, da gre samo za marketinški praznik, ob katerem seveda najbolj profitirajo cvetličarji in tisti, ki prodajajo čokolado.
Vseeno pa se dajmo spomniti, da gre pravzaprav za dan enakopravnosti. In v Sloveniji, na žalost, tudi velja, da je na istem delovnem mestu, z enako izobrazbo, s podobnimi delovnimi izkušnjami, običajna ženska zasluži manj kot njen moški sodelavec. In tudi sicer v domačem življenju je še vedno nekako žensko delo malo manj vredno, se mi zdi, še vedno samoumevno, da je kosilo skuhano, žehto prana, po tleh pomito in tako naprej, saj veste, kaj mislim. Moj namen tukaj ni zdaj razpihovati nekih načel, ampak dati en nežen opomnik. Ženstvena energija je tista, ki vpleta čustva, romantiko, pravljičnost, sočutje v naš vsakdan. Jaz ne trdim, da tega moški nimate, seveda imate. Trdim pa, da je prav, da sprejemamo ženstveno energijo takšno, kot je. Torej, dragi moški, tisti, ki ste mnenja, da smo ženske preveč čustvene, preveč zasanjene, da bi mogle biti bolj racionalne, da verjamemo v pravljice, naj vas opomnim. Ravno zaradi teh čustev in hrepenenja po pravljičnosti imamo vas rade z vsem svojim srčkom. In drage moje dame, dajte tudi sebe imeti rade z vsem svojim srčkom, točno takšne kot ste, ne glede na to, koliko ste stare, koliko ste težke, kako bi si želeli izgledati. A je prav? Naj bo vseeno dan žena, nežen opomnik, da imamo vsi v sebi moško in žensko energijo, da smo vsi včasih preveč zasanjani, preveč čustveni in včasih tudi preveč racionalni in med seboj smo vsi različni, ampak naj si bomo enakopravni. Lepo pozdravljeni, tole so Lovrenška jezera na Pohorju, ocenjujejo, da so stara več kot 8000 let, so pa najvišje barje v Sloveniji in eno izmed najbolj pomembnih na taki višini v Južni Evropi. Namreč gre za nadmorsko višino 1520 metrov. Imamo 20 jezerc, ki so tudi v poletni vročini vedno polne vode. Namreč gre tudi za mineralno močvirje in za eno veliko morje iglavcev. Ne morem verjeti, kako je tukaj lepo. Torej, na kratko, če ste že v bližini Rogle, dajte se sprehoditi še do sem, res čudovit biser imamo v Sloveniji in zaplavajte v dobrem zraku tehle iglavčkov. Tole je pot med krošnjami na vrhu Rogle na 1517 nadmorske višine, kjer lahko drevesa spoznate, kot vidite, od korenin pa do zadnje vejice na vrhu. A vi sebe poznate od korenin pa do zadnje vejice laska na vrhu? A veste, kaj je dobro za vas? A veste, kaj vam pomaga? Kaj vam pomaga, kadar ste utrujeni? Kaj vas osrečuje? Vse to so stvari, za katere je pomembno, da vemo zase, tako kot tudi za drevesa. In tole na Rogli je tudi čudovita učna pot, na kateri sem izvedela, da je serpentinit starejši od dinozavrov. Vam ga bom pokazala. Jaz čist priznam, da me je malo strah. Ampak strahove je treba premagati, a je tako. No in tukaj na poti med krošnjami to lahko vsekakor storite. Sploh ni daleč do dol. Lepo pozdravljeni znova, z mano je Jakob Kapus. Še vedno. Še vedno. Težko bi našla nek kalup ali pa nek opis tebe. Z marsičem se ukvarjaš, marsikje si uspešen, predvsem pa si dober. Mi, da se poznava že res ogromno let. Zelo dobro znaš ujeti esenco tega, kar človeka žuli in mu potem dati neko kreativno in konkretno rešitev. Tako da jaz bi te tukaj prosila predvsem nekaj nasvetov na to temo. Miselni vzorci, kako jih oblikujemo, kako jih ustaviti, zakaj so toliko pomembni sploh? Pa miselni vzorci so po mojem najpomembnejši takrat, ko se jih ne zavedamo, da po njih delujemo.
Se pravi podzavest, ne? Podzavest. Pa niti ni podzavest, ampak tako površinsko živimo, da se ne zavedamo, da konstantno sprejemamo neke odločitve. Ne? To, da ti poješ sendvič ob polnoči zvečer, je bila odločitev. Zelo radi se postavimo v vlogo neke nemočne žrtve, napadla me je lakota iz vesolja, nisem mogel. Ne. Mene vesoljci ne obiskujejo več. A ja, več, ok. Ja, več ne. Me veseli, meni so prišli. Ja, sem jih napotil k dobrim ljudem ostalim. Mislim, da smo premalo se zavedamo, da imamo v vsakem trenutku možnost se odločiti drugače. Prevečkrat sami sebe postavljamo v vlogo žrtve v tem momentu. Vsi poznamo vsi ta tipičen način, rečemo, ja, on se postavlja v vlogo žrtve ali pa ona pa takšna žrtva. Ampak vsakič, ko ne izberemo najbolj zase, sami sebe postavimo v vlogo žrtve. In potem se včasih dostikrat čudimo, zakaj nas se drugi tako obnašajo. Zato, ker se do sebe čisto nič boljše ne obnašamo v resnici. In pač okolica vedno samo potrbi tisto, kar mi že tako dajemo in kakor mi počnemo. Sveda se pravi, ne? If you come cheap, people are going to treat you cheap. Se pravi, če sami sebe nekako ne cenimo, ne spoštujemo, nas tudi drugi ne bojo, ker ponavadi niti ne znamo tega prepoznati. Sploh recimo ko govorimo o žrtvah nasilja, ko govorimo o otrocih, se to je res, da mogoče tak ekstremen primer, ampak otroček, ki ne pozna drugega kot opetje in nasilje, bo seveda se najbolj odzival na to, ker samo to pozna. In potem govorimo o ljudeh, ki odrastejo in ne vejo niti, kako spustiti bližje nekoga, ker jih je strah, ker poznajo, če se bom zjokal, jih bom dobil okrog kepe, nažalost. Če res ekstremen primer vzamem. Podobno je pa tudi ostalo. Velikokrat smo mi tisti, ki mogoče niti ne znamo sprejeti ali pa se niti ne postavimo v vlogo nekoga, ki odloča, ker to se mi zdi tak res pomemben point. Tudi kavo včasih bolj iz navade pijemo takšno, kakor jo pijemo. Kdaj ste nazadnje probali drugačno kavo? Včasih je bilo res tako, a bi z mlekom, a bi s sladkorjem, a bi sveteno, zdaj je cele police različnega mleka, recimo, če že samo ene stvari dotaknemo. Koliko izbir imamo tekom dneva, za katere se ne zavedamo, pa še vedno smo mi za njih odgovorni. Pa napredek delamo ves čas. Zdaj ste se nazadnje v resnici vprašali, a vam je to res všeč, a ne? Zadnje čase probam večkrat sam sebe preveriti. Jo, jagode so super. Pa so mi res jagode super, a ne? Ali je to sam navada, zato ker pač, ko pridejo jagode ven, pa so polne police jagode, rabimo jagode. A so mi res to jagode, ali mi je pač tam pobarvana dišeča rdeča voda? Vprašajte se, kaj pa ti misliš, kaj jaz mislim o tem, kaj je meni všeč in zakaj. Ker veliko tudi odreagiramo, pa vseeno tudi podzavestno glede na neke negativne izkušnje, ki smo jih imeli, ali pa na naše otroštvo, ali pa na nekoga, ki smo nekje prebrali, koliko je dobro. Tudi te jagode mogoče vseeno so malo bolj romantične, pa češnje, pa tako naprej, določeno sadje, vseeno povezujemo tudi z ljubeznijo, ali pa vrtnice in tako naprej. Kaj vse smo naučeni? Pa dodali zraven. Nehali smo se spraševati, se mi zdi, da to je eden takšnih ključnih momentov, da sam gremo skozi dan in potem se dan zgodi in časa zmanjka in gre mimo. Tako, že delujemo po vnaprej napisanih scenarijih, se mi zdi. Ne postavljamo se v vlogo, da bi dejansko kreirali. Mogoče si tudi ne upamo. Pa se mi zdi, da prevečkrat, ne da ne znamo reči ne, zadnje čase opažam, da zelo premalokrat rečemo ja. Predvsem sebi ne rečemo ja. Velikokrat sebi ne rečemo ja. Kako bi pa konkretno svetoval nekomu, ki reče, ne znam se odločiti, ne vem, nikoli me to nihče ni vprašal? Ne vem, če se si želim, ne vem, kdo sem. V resnici, ja, to so zelo resna vprašanja. Večina nas se tudi odgovori na ta vprašanja sama zase, ampak teh vprašanj nikoli ne bo postavil nekdo drug. Seveda, mi moramo vedeti, kdo smo. Okolica nas bo spravljala v situacije, ki bodo potrebovale k temu, da se začnemo spraševati o teh zadevah, čeprav so to zelo neprijetna, ker najbolj neumen občutek je, ker si rečeš, shit, sploh ne vem, kdo sem, kaj sem, v katero smer grem, kaj je prav in treba je znati zdržati v takšnih situacijah. Se mi zdi, da pride obdobje v življenju, sam še večkrat čez njih, ko dosežeš nek vrh, prideš v neko točko, ko nekaj izkoristiš, zablestiš, samo potem se to počasi pospraviš in potem pride neko obdobje, ko spet čist nič ne veš in je treba na novo odkriti. Se mi zdi, da se preveč bojimo teh obdobij. Možno, ja. In jih niti ne raziščemo in potem kar vztrajamo, pa nekaj na playback delamo spet naprej, zato da ohranjamo neko kontinuiteto.
In ponavljamo neke dosežke, ki so ali pa Ja. niso aktualni več. Tako da pač življenje ima cikel, ampak ne, da cikel je lahko zelo pozitivna stvar. Ne cikel, da ponavljaš eno in isto v ciklu. To je najslabše, se mi zdi. Veliko, kad gremo, ne vem, koliko jaz dostakrat tudi kakšnim mojim prijateljicam rečem, pa tudi sebe v končni fazi. Ok, a si dojela ali rabiš še en krog? In če rabiš še en krog, izvoli, pač teci še en krog. Ampak nekaj ven potegni iz tega. Tako da včasih na eni strani so ljudje, ki si mogoče ne upajo, na drugi strani so počasih ljudje, ki se jim pa zdi, da preveč dajo od sebe, pa nikamor ne pridejo in se resnično potem počutijo v tem nekem začaranem krogu. Tako da v bistvu se... V resnici niti ni kroka, ne? In potem je bolj spirala. Sicer se je, nahajaš, ja. vedno se znajdeš na istem mestu, na tej krožnici, če do zgoraj pogledaš, ampak je pa zelo odvisno, potuješ gor ali potuješ dol. Tako da problemi ne zginejo, stvari, ki nas morijo, tudi ne zginejo. Zakaj ne? Ja. Jaz bi šla v trgovino po en veniš in pa puf, bye bye. Ja, ne gre tako. Se srečujemo z enimi in istimi stvarmi, samo jaz upam, da smo vedno bolj opremljeni, da se s to isto situacijo lažje spopademo. Vedno bolj zrelo mogoče, ali pa bolj umirjeno, če že ne drugače. Ali pa vsaj drugače, najbolj fajn je, da probamo vsaj drugače odreagirati, ko pride ista situacija, pa greš na izločanje, če sicer traja malo dlje časa, preden vse te napačne zadeve, pa parkrat padeš na zobe, ampak veš pa, da to ne deluje. Iste stvari početi vedno znova. In to je premislil njihov vzorec, zato ker vedno na isti način, v isti situaciji delujemo. Zato so problematični najbolj. Dostakrat na delavnicah poudarjamo, nek miselni vzorec, neka navada, neko mnenje, tudi občutek imam vrednosti na koncu dneva. To je pač neka navada. Mi smo 30, 40, 50, odvisno od starosti let, sami sebe afirmirali, nisem dosti dober, počasen sem, štorast sem, takšen sem, drugačen sem. Seveda ne gre čez noč, potem ljudje poskusijo afirmacije in so razočarani, ker po enem tednu nimajo ful visoke samozavesti. In v bistvu je velikrat tako, zjutraj vstanemo, se umijemo zobe, se pogledamo v špegel in rečem, lepa sem, rada se imam, super sem, uspešna sem in vse to, kar si napiše v listek, se obrnemo in si štorasta, si to pozabila. In če bi 23 ur karikiram, sebe kritiziramo, še vedno po tej navadi, po tej podzavestnem nekem mehanizmu, avtopilotu, nam tiste afirmacije seveda zjutraj pa zvečer ne bodo kaj prida pomagale. Tukaj tudi nekako govorimo o neki disciplini, bom rekla, da se ustavimo, ko vidimo, da ratamo grobi ali pa žaljivi do sebe. Absolutno, vse, kar si povedala, drži. Če se pa vrnem k afirmacijam, je pa to, da jim že v izhodišču dostakrat sploh ne verjamemo in jih samo oddelamo, tako kot odtelovadiš, narediš tri bošnjake zjutraj in greš naprej, v resnici niti ne veš, kaj pomenijo. Veliko, kot se tudi narobe oblikovanje, ali pa površno oblikovanje, veliko, kot je točno to tudi, kot ti rečeš, ne rata, tudi to avtopilot, dobesedno ne vlagamo več energije. Ena stvar, ki narediš klukso zjutraj, pač ok, sem povedala, pač se ni spremenili, Čuden. Super, Zdaj ti se tudi športom ukvarjaš, kako lahko tukaj mogoče vpleteva kakšen nasvet discipline, ko govorimo tudi o razstrupljanju, o bolj zdravem načinu življenja, kajti ta sedmica, ki bo ta mesec vplivala na nas, simbolizira tudi fizično razstrupljanje, ki seveda ne gre brez misli. Ja, telo in misli so neločljivo povezane. Prva stvar, ki se moramo zavedati, da to ni naše, da to je nekaj, kar smo... Konj je moj teles, ja, sej, oziroma je tvoj, ampak to nisi ti, tako bom rekel. Živali. To je nekaj, kar smo nabrali. Misli so nekaj, ki so se nam nabrali, telo je nekaj, ki smo se nabrali, kakršenkoli obliki je v tem trenutku. Ampak če smo ga nabrali, ga lahko tudi malo odberemo stran in isto velja za naše misli. Če imaš čobne celice, pojdite svojo pot. To je bila afirmacija. Zjutraj v kavi z mandljevim mlekom. Ker razstrupljamo misli, se razstruplja telo, se odzove in obratno. Zato se dosti ljudem spremeni življenje, ki začnejo z eno minimalno športno aktivnostjo, pa so pri njej dosledni. Ne zavedamo se, da imamo en tak velik mozaik, ki je naše življenje, naše delovanje v tem svetu, ko spremeniš en najmanjši košček v mozaiku, je cela slika v resnici drugačna. In potem se spremeniš še en, ne podcenjevati majhnih stvari, ki jih delate zase, predvsem pa vztrajnost, tukaj je edina stvar, tudi samodisciplina pravzaprav. Pa niti disciplina je toliko grda beseda, ker se tako grdo odzovemo. Prisila je. Ja, ker rečeš disciplina, to pomeni, da bo nekaj bolel, pa nekaj počnem, kar ne maram. Ni res, se skrbiš zase, to bi mogli vsi radi početi. Jaz se spomnim, pred kratkim sem gledala govor od Schwarzeneggerja in rekel, da njemu nikoli ni bilo težko trenirati, ker vsakič, ko je, ne vem, tudi kad je bolel, ko je že tam krihtal, rekel sem vedel, da to mene nosi bližje mojemu cilju. Kot bi se, mi bi se mogli stvari, kateri se jih lotevati z radostjo. Če hočemo shujšati,
tudi tega se loteva z radostjo. Tudi ko govorimo se pravi, tudi o miselnih ozorcih, o našem otroštvu, o stvarih, za katere nekako pričakujemo, da bodo boleče ali pa da so boleče, tudi z radostjo. Jaz sem skoraj, ko se to zobarju, to zdaj vsi, ki me dalj časa spremljate, veste, da se na smrt bojim zobarja. Fantastičnega zobozdravnika imam sicer, ampak na smrt se ga bojim. To nič ne pomaga, Nič v ne resnici. pomaga, ja, ne. Jaz sem zato, da ne zdajo spati. Ja, Tako zakaj kot to žvalce. pri nas nimajo? Ne vem zakaj ne. Jaz sem zadnjič rekla, da podpišem tudi s kamnom po glavu, pa nekako ni bil odprt tej ideji. Ne. Ampak hočem povedati, vse gremo tja, pa je zoporan, pa nas nam pa malo boli pa skrije, ampak tukaj razumemo, da je ta karijes treba spucati in da proces včasih ni prijeten. Ampak na koncu pridemo ven z lepimi belimi zobki. To je pa še ena stvar, ker smo na podlagi svojih miselnih vzorcev, jih podpiramo, te, ki nas ovirajo toliko časa, dokler nas pustijo v coni obdobja in smo zelo reaktivni, namesto da bi bili proaktivni. Ja. Vsi vemo, kaj delamo narobe, čeprav se ne maram tega tako postaviti sploh, ampak Kaj bi lahko delali drugače? drugače, ja. Kjer izbire nas podpirajo, da bi bili tam, kjer si želimo biti. In Bravo, če- to je zelo oprosti, Ja. da te prekinjam, ampak to je res izvrstno vprašanje. Katere izbire v tem trenutku, se pravi vse, od kave zjutraj do tega, koliko ur bomo spali, bomo zdaj gledali še un film do 4 zjutraj ali ne. Resnično, čisto vse tekom dneva, če zaključiva kar s tem, kot si ti tako fantastično začel, vse izbire, vse te stvari, odločitve tekom dneva, ali nas podpirajo ali ne, kaj je za nas sploh dobro. Ogromno ljudi niti mogoče se ne sprašuje tega. se ne sprašuje zato, ker je naprej vek, ampak v resnici si takoj preklop slaba vest, pa zjutraj si malo čuden, pa telo se odzove, pa misli se odzovejo, pa je dan slabši, kot prejšnji, pa ko pomisliš nazaj, točno veš, zakaj v resnici. Tako da moramo se zavedati, da je vse to v resnici v naših rokah. Vztrajnost, pa ne rabimo spremeniti celega življenja v enem dnevu. Je dost ena mini stvar, ki začne spreminjati tisti mozaik. Tako da mogoče s tem tudi končava. Tako da ena... Vsaka drobcena stvar, bodite za njo veseli in ponosni na sebe, ker ste super takšni kot ste in če boste delali na sebi, boste jutri še boljši. Hvala. Hvala. Lep marec. Sorry, še enkrat. Tebe ne. Moje mili. Ne moj. Si prepričana? Pa jaz sem v šoku sasvi. Lepo si pospravila, bravo. To je 7, ka mora biti pospravljen. A ni Mart trojka. 3 plus 3 je 6. Plus 4. Da pa 4? Ja, 22 je 4. A ja, ok. No, whenever you're ready. A ja, mi to že Ja, snimamo? ja, smeš. Krasno.